Kaj mislite o tako imenovanih nelegalnih migrantih, ki prihajajo iz Afrike in Azije ali odkot drugje v Evropsko unijo in tukaj iščejo boljše življenje? Ja, z vidika prizadetih migrantov je iskanje boljših možnosti za preživetje realnost. Drugo pa je vprašanje, koliko in kje jih lahko Evropa sprejme. Tako da je pač to problem, ki ni nov, ki traja že kar nekaj časa. Ve se, da je denimo v Italiji vsaj 1 milijon ilegalnih migrantov in po drugih evropskih državah tudi. Pri nas ta problem še ni, bi rekel, zelo pereč in mislim, da smo manj zanimivi za tujce. Mislim, da pri nas in v Evropi nimajo kaj početi in mislim, da naj si te zadeve uredijo doma, v domačih državah. Tukaj. Po samih ni nič slabega, iščejo boljši kruh, ampak upam, da jih bo čim manj. Ali... Ja, tako nekako, ko sem odgovoril na prvo vprašanje, je nekako z tega zornega kota tudi gledam pravzaprav na te ljudi. Prav gotovo je Evropska unija dosegla določen standard, določen razvoj in nekako je logično, da ti ljudi želijo se preseliti v države članice Evropske unije in dejansko glede na zakonodajo, ki jo poznamo v Evropski uniji, je pač to tudi možno in zaenkrat glede, da nekih večjih težav ni, bo prav gotovo se to tudi nadaljevalo v prihodnje. Torej, to je pa drugo vprašanje drugih razsežnosti. Seveda je razumeti ljudi, ki iščejo boljše priložnosti v Evropi, po drugi strani pa bi ravno Evropa morala biti tista, ki bi pomagala urejati razmere v teh državah, odkoder ti imigranti prihajajo, da bi lahko te svoje interese uresničili tam, kjer so doma. Jaz verjamem, da je v vsakemu izmed nas toliko borca, samo spodbuditi ga je treba, da poskuša stvari v okviru svoje družbe, države, dežele spremeniti na bolje. Jaz ne verjamem v tiste ljudi, ki se v trenutku opognejo režimu in izberejo tisto, kateri pravijo najlažjo pot, kateri pravijo najenostavnejšo pot, da se izmaknejo probleme. Ponoma normalno. Naredimo in tam boljše življenje, pa ne bojo hoditi sem. Tudi tam se nedobro piše. Poglejmo v azilne dome, poglejmo v število dovoljenj, ki so jih dobili oziroma ne dobili, to je minimalno. Procesi za pridobitev dovoljenj za bivanje tujcev v Sloveniji so zelo zapleteni, mislim, da tudi nekorektni in pričajo o tem, da pravzaprav se Slovenija izogiba ljudi, ki bi radi bivali v Sloveniji in ki so zaradi takih ali drugačnih, običajno političnih razlogov prisiljeni zapustiti svoj dom in iščejo drugje novega. Ja, pač ljudje iščejo svoj življenjski prostor, svoje dobro, tako kot vsi. Ja, to je pa seveda večji problem, seveda obžalujemo, da iz nekaterih predelov v svetu, predvsem, kot ste omenili, Afriko, tudi nekatere predele Azije, da pri njih doma nimajo ustreznih pogojev vrednih človeka, življenjskih pogojev vrednih človeka. Vendar tu mora biti pa seveda selekcioniran pristop, predvsem pa se mi zdi, da mora razvitejši svet poskrbeti za to, da bo prvič v teh deželah višji nivo demokracije, to je eno, drugič pa višji socialni in višji ekonomski nivo.